Pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci podcasta Filmarija, ki nastaja v organizaciji Društva slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra. Tokratna epizoda ima naslov Gremo mi po svoje. Moje ime je Miha Hočevar, ki je o scenariju in režiral film z enakim naslovom. In danes gostim goste, ki so nekoč davno nastopali v tem filmu. Debata pa bo tekla o tem, kako je bilo takrat, kje so danes in tudi kako je danes. Zato predstavljam svoje današnje goste in to so Nika Manevski, Tadej Koren-Šmit, Matej Zemljič in Jure Kreft. Vsi so nastopali torej kot otroci takrat v tem filmu. Zdaj jim bom predal besedo, da se malo predstavijo in da malo povejo zelo na kratko, v katerih vodah so danes. Pa začnimo, spodobili bi se s punco, ampak ker smo politično le delno korektni, bomo začeli z Matejem Zemljičem. Izvoli, Matej. Živijo, lep pozdrav vsem poslušalcem. Jaz sem Matej Zemljič, kot je že Miha povedal. Sem gledališki igralec. Letos sem magistriral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Bil sem prej 2 leti zaposlen v Mestnem gledališču ljubljanskem, zdaj pa v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Veliko igram, se pravi v gledališču, tudi na filmu. Tako da nekako sem vpet v to dogajanje in moram reči, da me to na nek način osrečuje in izpolnjuje. Hvala, Matej, za uvod. No, Matej je bil tisti fant, ki je v Gremo mi po svoje prinesel na taborjenje papigo, okoli katere se je potem marsikaj zapletlo. Pa ostanemo za trenutek še v tem igralskem okolju in vprašajmo Niko, kaj trenutno počne. Ja, živijo. Jaz sem Nika Manevski in zdaj trenutno sem na Akademiji AGRFT, kjer se tudi jaz počasi približujem takšni poti kot Matej. Včeraj sem razmišljala, da je v bistvu že dobrih 10 let od snemanja Gremo mi po svoje in da mi je prav zanimivo, da sem zdaj po vseh teh letih se znašla nekako v teh podobnem okolju. No? Tako da nič, kar počnem je predvsem, da poskušam preživeti v tem svetu. Rada hodim v hribe, kakšno knjigo preberem in tako. Hvala, Nika. Ona je tista punca, ki je v tem filmu zapela pesem Vsak po svoje in jaz mislim, da jo bomo z združenimi močmi prepričali, da nam tudi danes odpoje kakšen delček le-te. Jure Kreft, izvoli. Jaz sem Jure, s Čupa. Tudi jaz sem razmišljal, da je že v bistvu res dolg od snemanja, ne dolg nazaj. In trenutno delujem večinoma kot producent v mali produkciji, ki jo vodim. Včasih napišem tudi kak scenarij, za katere precej redko dobim kak denar, zato sem večinoma v praksi producent. To je v bistvu zaenkrat. No, apropo tega, tudi jaz zelo redko dobim kakšen scenarij, mislim, kakšen denar za kakšen scenarij, čeprav jih napišem veliko. Vzel si mi, sem hotel jaz povedati, to je Čupko, če se ga spomnite. V filmu smo ga klicali za spanc, ker je kakor veliko spal. In še zadnji gost današnji je Tadej Koren-Šmit. Tadej, izvoli. Živijo, jaz sem Tadej. Tudi zame Gremo mi po svoje ena prvih teh stvari, ki si v življenju rečeš mater, od tega pa že 10 let. Bil je intenziven dogodek v smislu tega, da je pustil močen vtis vsaj na meni, mislim, da na vseh nas. Tudi jaz sem ostal
filmskih vodah, sicer ne pred kamero, oziroma to še zelo redko, če mi kaj res mamljivo diši, oziroma če me kdo prijateljsko povabi kam. Drugače pa delam tudi jaz v produkciji, kot vodja snemanja ali kot asistent režije. Skratka, precej ene neformalne izobrazbe sem dal čez na to temo, še vedno si želim postati režiser. Do zdaj mi je uspel to v smeri tega, da sem končal svoj prvi kratek film, to je pa tudi to, tako da v bistvu aktivno delam na projektih z najrazličnejšimi produkcijami v različnih funkcijah in guramo čez čas na tak način. Porivamo, rinemo čez čas. Ja, tadej, če se kar navežem na te, ti si šel po poti samouka, sicer si bil sprejet na eno hudo angleško šolo, ampak finance seveda niso dopuščale, da bi se za par let preselil v Anglijo. To je bilo takrat kar hitro jasno, v bistvu ja, že med samo prijavo praktično skoraj, da sem vedel, da naušlo kombinirati tam kelnarjenja pa konstantne prisotnosti na faksu, kar je pa kar nujno, če hočeš kaj odnesti od tega, ne? Tako da sem pol kar tle ostal. Ja, ampak hočem reči, da si, kolikor jaz vem, ker sva v stikih, da si pač šel po poti samouka. Si pregledal, sodeloval pri vseh možnih sektorjih pri produkciji filma. Ok, začel si kot igralec, potem pač pri meni, potem si šel pa vse od garderobe do... Res je, ja, mislim, začel sem kot prve 2 leti sem delal izključno kot production assistant, kar pomeni, da si res v bistvu sploh na kakih večjih projektih, ker sem delal primarno na začetku na reklamah, leva ali pa desna roka kogarkoli na setu. Prek tega pravzaprav spoznaš vse sektorje, spoznaš vse funkcije. Mislim, da je to kar fajn uvod za nekoga, ki hoče razumeti filmsko okolje, delovno filmsko okolje. No? Vse to ste spoznavali nekako že na tistem snemanju, čeprav ste bili še toliko mladi, da verjetno celovitosti za kulisja niste dojeli. Sta pa bila vidva Jure in Tadej tudi pri drugem delu zraven, ki je sledil snemanje čez 2 leti po prvem ali celo 3. Takrat sta pa že mečkam bolj dojemala, kaj vse je zadaj, ne, Jure? Tako bom rekel, zdaj, ko sem videl, kaj je res vse zadaj, bi rekel, da sem zelo malo dojel, ker je v bistvu ta dinamika, ki se dogaja, ne vem, med lučkarji, tehnično ekipo, vsem skupaj, je res neka stvar, ki jo kot igralec ne opaziš. Kot igralci, sploh kot najstnik, še vedno smo bili mladi, mislim, bil 18, to te razganja in si misliš nase in rečeš, tako se je treba čakati, kva skozi delajo, ne. Pol pa vidiš, kaj se dogaja in koliko je enih stvari. Tako da bil je nek uvod, definitivno je zame, gremo mi po svoje, prebil let. Da sploh vidiš ta filmski svet, da si predstavljaš, kako to zgleda in da je sploh predstavljivo, da si rečeš, ja, tudi jaz sem lahko del tega. Ker drugače je to zelo nekako daleč se zdi, no? Nekako starši, vsaj jaz se mi zdi nepredstavljivo v nekem širšem kontekstu, tudi staršem in vsem, da rečejo, ti pa si lahko filmar, ne? Je bolj neka tradicionalna pot mi bila vcepljena v glavo, se mi zdi. Ja, zdaj si omenil, da te v tisti dobi razganja, mislim, da je bistveno, da te ne razgoni, ne? Ker kakšnega tudi razgoni. Zdaj si seveda to že opaziš, lučkarji, scenci, igralci, režiser, njegova ekipa, organizacija, zdaj si se pa soočil še s financami, kar je pa tudi ena od težjih kategorij tega poklica, ampak o tem bomo kasneje, pa morda zdaj Matej povej, kako si pa ti si bil pa tudi takrat še zelo mlad, ne vem, koliko si bil star, 10? Ne, malo več, kakšni 12 po mojem. Aha, prosti. Ne, sem pa zgledal po mojem 10, ja, ali pa še manj. Ja, jaz sem pa itak že od zelo zgodnega otroštva si nekako želel, da bi postal igralec in je bila ta želja zelo globoko meni. Vključeval sem se v razne dramske krožke, vodil različne prireditve in velika želja je bila tudi, da bi igral v kakšnem filmu. Potem sem na osnovni šoli, na vratih osnovne šole, zasledil vabilo, plakat na audicijo za mladinski film Gremo mi po svoje, sem se prijavil in potem čez kar nekaj krogov, ne, pa potem je še 1 leto vmes minilo,
so se nekaj ustavili zaradi nekih sredstev, dobil vlogo in presrečen do neba, da bom lahko del filma. Tako se mi je zdelo, kot da so se mi uresničile neke res močne sanje. Pa sploh ne to, da bom zdaj igral, ampak predvsem to, da bom lahko del filma, da bom lahko prisostvoval pri filmu, da bom videl, kako film deluje, kakšno je ozadje, zakulisje, ves način dela, predvsem pa to, da bom spoznal Jurija Zrneca, no, zaradi tega, ker takrat, ko mi je Miha Hočevar rekel, meni se zdi, da je bo nek uvodni sestanek skupinski, sem vprašal, kdo bo igral pač to starešino, in on rekel Jurij Zrnec, meni bo pa Jurij takrat res ful velik vzornik, ful sem ga cenil kot igralca in kot voditelja, stand-uperja. Mislim, res sem bil nekako kar na nek način zaljubljen vanga, ker mi je bilo vse, kar je on naredil, res genialno. Tako da sem gledal vse te njegove oddaje, ki so bile takrat na televiziji, Institut odpadov, Naša mala klinika. Tako, res sem bil tako, jaz bi bil on. Tako sem bil res otroško zasanjan. Tako da me je pol to srečanje z Jurijem čist prevzelo in sem bil toliko vzhičen, ker sem lahko kar z njim igral v filmu in se z njim pogovarjal, tako da se mi je zdel res kot nek bog. In me je potem Mislim, veš kaj, ne? Kaj? Bog pri filmu je režiser, ne? In zdaj razumem. Ja. Jaz sem tam seveda tulil nate in ti si tako, kva zdaj ta tul name, in si pogledal Zrneca in Zrnec te je pogledal in te je pomežiknil, kot češ, to so te režiserji, in si bil spet meren. Prosti, ker vskakujem besedo, nadaljuj. Seveda. Tako da je bil ta film, se mi zdi, potem res se mi je potrdil, no, vse te neke otroške sanje sem skozi ta 2 meseca na nek način zabave, obenem pa tudi nekega trdega dela, ki je seveda prisotno na snemanju, se mi je nekako potrdil, da bi vse in to delal, ne? Ker je bilo tam tudi veliko otrok, ki so si želeli, seveda pa so imeli to željo, ampak jih je potem zelo hitro minila, prišlo je do neke naveličenosti, seveda velike čakanja in so bili, mene pa v bistvu ves ta proces, pa to čakanje v bistvu na nek način bogatil in je sam še bolj stopnjeval neko željo, da si to želim delati. Jaz mislim, da je to skupna izkušnja ljudi, ki so dovolj stari, ne, če si 5, pač se ne spomniš, ampak če si tam nekje nad 10, da je skupna izkušnja biti na snemanju ta, da to ni zafrkancija, da je to resno delo, da seveda je zafrkancija tam vmes, ko se čaka, humor mora biti prisoten, to je del zdravja, tudi mi, ekipa tam, ki smo skozi na setu, se pohecamo, ampak v bistvu gre pa za zelo resne stvari in včasih rečejo, ste se imeli fajn na snemanju, ste se ful režali, mi smo se tudi ful režali, pol, ko smo gledali film, če bi se mi zelo veliko režali, pa se vi ne bi toliko režali v kinu, ker se pač ne bi dovolj skoncentrirali na naše delo. Ampak vsem mislim, da je fajn proces, ki se lahko slekarnik nekaj nauči iz njega. No pa, pojmo še naprej, da Nika, kako je bila pa tvoja izkušnja? Jaz moram priznati, da se meni zdi še vedno, ko se spomnim te izkušnje, gremo in po svoje, to je ena izmed najlepših dogodivščin. Zdaj, jaz sem to takrat dojemala tako kot neko kolonijo, kjer je bilo ful otrok, vrstnikov, s katerimi smo se pač zajbavali, na setih smo bili skoncentrirani, gledali smo s takimi učkami, kaj se dogaja, srkali smo vase in tako kot pri Mateju isto je bilo pri meni. Nekako ta želja oziroma ta biti tam, biti del tega je bila vedno večja in večja. Tako da, če ne bi bilo te izkušnje v mojem življenju, Bog ve, če bi jaz bila danes na igralski akademiji. To mi je pa všeč. Ja, potem pa seveda pride ven film. In s tem tudi povezani odzivi, ne? Pa so vas prepoznavali. Pa najprej povejte, kako je bilo s to prepoznavnostjo. To je včasih
jaz sem sin igralca zelo znanga in vem, kako so šla po ulici, jaz sem bil mulo, pa so ga ustavljali, rifle, povej en vic, in sva hodila po 20 minut od AGRFT do radia, je trajalo, če sem šel sam, je trajalo 3 minute, če sem šel z njim pa 20, ker so ga toliko ustavljali. Pa to. Tako da malo poznam te fenomene, kako ljudje reagirajo, vse v glavnem je vse prijazno in tako. Kako je bilo to pri vas? Pa začnimo s tem, kaj je bil najbolj izpostavljen, se pravi Tadej. Meni je bilo to, pa ne vem, koliko pozitivnih stvari lahko naštejem, razen to, da v bistvu mislim, da lahko samozavestno rečem, da mi ni baš v glavo stopilo. No. Drugač pa kar naporna stvar, no. To, da kakor ti praviš, ne, da so vaju z očetom precej ustavljali, sicer jaz nisem vical, ne v filmu baš pripovedoval, tako da tudi pol v živo ni bilo teh prošenj, ampak ja, kakšna fotografiranja, kako niti ne ogovarjanje, ampak slišiš tam na blagajni si, pa slišiš tam, da se pogovarjajo o tebi na drugi strani, a bi zdaj pogledal tja, bi se nasmehnil. Meni vse skup, kar se tega tiče, ni bilo baš prijetno. No. Nekaj časa se je čutil, verjamem, da je imel Jure največ tega, verjetno še zdaj, ker se ni postrigel. 2-3 leta po moje, da še po dvojki je bilo to kar aktivno. No. Vedno manj tega prepoznavanja na ulici. Drugač pa še zdaj, kdaj slišiš, ko se malo bolj na kratko postrižem, ali pa če si postim lih tisto čupo v stilu Aleksa iz Gremo mi po svoje, me še kdaj kdo prepozna. Ja, Jure? Ja, Tadej ima prav, mislim. Jaz sem en teden nazaj nazadnje podpisal nek naprintano slikico posterja Gremo mi po svoje, sem mogel podpisati za hčerko od enega od naših naročnikov. Pač to se dejansko dogaja. Zdaj, kako je bilo prej, jaz tudi mislim, da dolgoročno lahko rečem, da mi ni stopalo v glavo. Takrat je bilo pa čuden in čuden je bilo zato, ker kamorkoli smo prišli, pa je bila to Lendava, ne vem, neka Radovljica, Koper, karkoli po Sloveniji, so vsi govorili, koliko smo mi nekaj posebenega. In ti že, če to resno vzameš in rečeš, jaz sem v bistvu nekaj posebenega, ne? Je to že malo na meji, da ti to lahko stopi v glavo. V tem smislu. Pač, jaz lahko čutim to, da sam da dobesedno verjameš vsemu, kar ti govorijo vsi, pa mediji, pa novinarji rečejo, vi ste nekaj posebenega. In to je bilo zame dejansko naporno se s tem soočati, no? Da si na tem, da si hkrati nekaj posebenega, hkrati nisi in da se sprašuješ, kdo sploh si. Kad sem bil star 17, je bilo meni to kar zajeban, bom tako rekel. Se spomniš pogovorov v kombijih, ki smo jih imeli, ko smo potovali, pa sem, pa gor, pa dol, pa je to trajalo, 2 uri tja, pa vsi te dogodki, počakaš film, pa se pogovarjaš spet nazaj, da sem jaz dostkrat se prav o tem želel z vami pogovarjati in vam pomagati pri teh izkušnjah. Zdaj ne vem, koliko mi je uspel, pa koliko ne. Ampak to se mi je zdaj pomembno, da vam pri tem pomagam, ker sem čutil, da ste včasih zbegani, tam pride 200 ljudi, skoraj da vzklikajo zraven, pa ne vem kaj, in potem je treba z njimi se na prijazen način pogovarjati, čeprav imaš včasih že vsega dosti in si v bistvu bolj introvertiran, kot oni mislijo, da si. Ne? Eno je tist pred kamero, kot človek si lahko precej zadržan, mislim, da noben od nas ni ravno nastopač, kljub temu, da sta Matej in Nika zdaj, Nika na poti, Matej pa že priznan igralec, nismo ravno v osnovi ekstrovertirani ljudje. Pač hočemo podajati nekaj, kar podajamo skozi svoj medij, ni pa nujno, da si želimo skozi. Tle je Juri Zrnec seveda ena od izjem, tudi kakšni igralci so, on je pač skozi v tem, to je njegova duša, ampak Matej, tebe morda so te tudi prepoznavali, ni bila tako zelo izrazita vloga? Ja, se mi zdi, da imel sem kar veliko prošenj na Facebooku, sem takrat dobival in je bilo neko obdobje, ko so se te prošnje nabirale in potem sem videl, koliko jih je in mi je začel to na nek način goditi, ne, ta pozornost, pa sem je začel to sprejemati, pa sem je kar naenkrat zapolnil profil, pa sem čez čas me je pa to začel ful dušiti in sem si izbrisal Facebook in sem rekel, ne, to je res kar neki, to je nek fake svet, to sploh nisem jaz, zakaj bi pač hotel to pozornost, pa sem to res izbrisal.
pa ni bilo več, pol je pa itak izvenel, pa je pa še drugi del pa tako. Mi je pa zanimiva izkušnja, ki je podobno kot jo je imel Jure, ki je mogel podpisati to sliko, se je pa meni polet zgodil, zdaj je bil ful mir, noben me ni prepoznal, oziroma sem me prepoznal po drugih stvarih. Sem bil pa polet v neki gostilni, jedel kosilo in gremo vmes na WC, in ko se vračam nazaj do mize, kelnarica tako zelo previdno mene vpraša, a vas lahko nekaj vprašam, a ste vi? In jaz tako, ok, iz kje bom zdaj? Rekel sem, največ možnosti je pač najni mostovi, ki je trenutno na Pop TV-ju, pol mogoče posledice, čeprav to je že manj, drugo pa mi ni padlo na pamet in ona reče, a ste vi iz Gremo mi po svoje? In jaz tako, o moj bog, kako je lahko nekdo mene prepoznal zdaj iz Gremo mi po svoje? In je bilo ful simpatično, no, prav tako je bil, ja, res sem, in pa je hotela sliko in z distanco, ne, ker so bili korona časi, ampak lepo je, no, v bistvu še vedno, kad te ljudje prepoznajo, kljub temu, da menili toliko let. Ja, to je pa seveda vezano na to, da je bila ta punca, ki je zdaj natakarica, verjetno takrat stara toliko pa toliko, da je ta film gledala in je vstal. Potem pa ni gledala, pa ni prišla v stik z tvojimi naslednjimi projekti, ki jih moram zdaj omeniti, ker jih v uvodu nismo. Matej Zemljič je odigral glavno vlogo v izjemnem slovenskem filmu Darka Štanteta Posledice, za katero je tudi prejel nagrado Vesna za najboljšo moško vlogo na festivalu v Portorožu, pa ne samo to. Tudi na Festu v Beogradu, ki je mednarodni filmski festival z zelo močno konkurenco, je dobil isto nagrado za glavno moško vlogo in takrat nisi mogel priti v Beograd, jaz sem takrat bil tam, nisi mogel priti sprejeti nagrade, kar je bilo škoda, ker bi spoznal blazno enih producentov in pa bi bil zdaj že evropska zvezda, ampak vse je še čas. Ja, nisem pa prišel ravno zaradi tega, ker sem imel se mi zdi, da dan prej ali 2 dni prej, preden so mi klicali, da sem dobil to nagrado, sem imel premiero v MGL-ju in dan, ko bi mogel prevzeti nagrado, ne bi mogel priti zaradi tega, ker sem imel zjutraj neko jutranjo matinejo za predstavo in predstave nisem mogel odpovedati, če bi jo hotel, bi pa mogel plačati, se mi zdi, nekih 8,000 € ali 9. Tako da ni se išlo z leti in potem sem v bistvu par ur preden bi jaz mogel leteti, že odpovedal. Mi je pa ful žal, no, da nisem prišel, ker bi bila po mojem, ja, mogoče bi se kaj drugače sestavili ali pa mi že kaj odprli. Nikoli se ne ve, ker veliko stvari se zgodi, prav zaradi prisotnosti, ne? In to igralci imajo to grenko izkušnjo, da ponavadi, ko gre film ven, se zelo težko udeležujejo vseh teh aktivnosti zraven, festivalov in tega, ker so že v naslednjih projektih. To ni hollywoodski film, ker ti podpišeš še za 3 mesece po premieri, da boš tam hodil okoli po Ameriki, Evropi, se udeleževal festivale, dajo intervjuje. Naš prostor je pač tako omejen, da služba zahteva svoje, si v naslednjih stvarih in pač tako. Nika, pri tebi pa primer nekoliko drugačen, a ne? Ti si pa v filmu imela nekako ne prav veliko vlogo, praktično si imela 2-3 replike dialoga, a ne? Ampak si pa zapela, in to ti, tisto pesem, ki je postala kar en tak hit med mladino, in zanj sem spet malo kliknil, ker sem se pripravljal na ta pogovor, pa je to že bilo večkrat objavljeno, tako da ne vem, če je to končna številka. Ko smo posneli ta video spot, ne, kjer ti poješ in pa odlomki iz filma, to ima več kot 750,000 ogledov na YouTubu, pa mislim, da je bilo lahko že kdaj prej objavljeno, tako da to so ene številke, ki malo mene tako, film je imel 200,000 v kinu, to vemo, ne, ampak verjetno je pa ta moment te pesmi vplival, da so tebe praktično prepoznavali podobno kot ostale v filmu bolj izpostavljene fante in punce. Ja, definitivno. Mislim, jaz imam nešteto zgodb od raznih lokalov do avtobusov, na cesti, trgovine, kjer so me prepoznavali. Mene je bilo to tako smešen.
jaz nikoli nisem predstavljala, da bom s tem, ko bom pač 3-krat pomahala v filmu, pa nekaj malega povedala, da bom bila ena izmed najbolj prepoznavnih na koncu. Ne. Ampak meni je to, ne vem, meni je to tako lepo. Recimo, enkrat sem bila v lokalu, kjer sem bila zaposlena in pridem do mize in je bila ena majhna punčka z mamico in že takoj sem tako na njenem izrazu, pač na obrazu prepoznala, da nekaj bo, ne, zdaj. In jo je tako pocukala in kao, mami, ne. In jaz gledam in mami me vpraša, tako kot Matej prej razlagal, ne, a pa sploh nekaj vprašam, a ste vi nastopali v Gremo po svoje? In pa je bilo vedno tako nekako podobno, no, da so me skupine manjših otrok, pa tudi starejših starši od otrok so me prosili tudi za avtograme. Joj, veš kaj, moj ta mam skozi poje tisto pesem doma, a bi mi lahko tle napisala kao avtogram, da mu dam, ko bo bil ful vesel. No, tle moram povedati, da jaz tudi mislim, da je ta pesem izjemna in da je zelo lepo sedla v film in ga dvignila na en drug nivo, da avtor te skladbe je Mitja Vrhovnik Smrekar, ki je tudi drugačno naredil glasbo za film, avtorica besedila je pa Jera Ivanc. Zanimivo pa je, kot se spomnim, mi tebe v film, jaz kot režiser, moja ekipa, tebe nismo izbrali, v bistvu nismo niti vedeli, da to zelo dobro poješ. Izbrali smo te bolj zaradi videza, zanimiva rdečelaska, s prodornim pogledom, ker jaz tako z neko karizmo, jaz tako pač zberam ljudi, da so mi zanimivi najprej, kako se srečamo, a mi gleda v oči, kakšen tudi ne, pa ga bom zbral zaradi sramežljivosti, ampak neka karizma, neka odprtost, nek človek je za tem obrazom in če je obraz zanimiv, pa ne nujno lep, zanimiv, me to pritegne in potem se s tem človekom pogovorim, ga vzamem v film in to. In potem, ko smo iskali, kdo bi to pel, smo najprej mislili tako, kot običajno v filmu. Ena bo odpirala usta, kjera dobro zgleda ta, potem pa mi prišepnajo, ker ste v zakulisju skozi neki prepevali, jasno, kaj pa če te drugega početi, jaz pa tišina in tako. Ampak mi pol začnejo prišepetovati, lej, pa ta Nika res dobro poje. In pa smo enkrat, če se spomniš, probali, jaz padem v nezavest, glasbenik to tudi posluša in pol smo se tako zmenili, da si ti to najprej na samem setu, na prizorišču posnela, pol pa seveda še v studiu, da smo imeli še primernejšo kvalitet, kakovost za naprej. Ampak no, v filmu je še ena, mene pa sprašujejo, kdo pa je, še ena pesem, kdo pa je napisal tisto besedilo une pesmi, ta druge pesmi, ki je Kokar v filmu napisal tisto besedilo, velika, prav zares si težka, ta ima tudi zelo veliko gledov. In pa moram priznati, da sem to jaz napisal in rečejo, joj, vi ste pa res en lumpek, gospod Hočevar, kaj se to prav? Jaz sem rečem, jaz sem samo en tak otrok, pa pač se spomnim, kako je, ko sem bil otrok in pol napišem tako pesem. Ampak pol si jo velikrat morala zapeti tudi, se pravi, so te kdaj zaprosili tudi tako, ker zbog na takarca, zdaj nam pa zapoj. Enkrat sem bila na LPP-ju, na Bavarcu, se spomnim, stojim že pri izhodu in tako je bilo tam ene 5-6 otrok, ki me gledajo in mi je že bilo tako jasno, da najprej Gremo po svoje, ker takrat nisem imela nobenega drugega projekta. In pride punčka do mene in mi reče, a bi ti lahko zapela uno pesem iz filma? In pač sem jo, sred busa, kaj. Ker... To je kar težko, a kapela pet, brez da imaš vsaj malo spremljave, ali pa saj en metronom, ali pa saj enega, ki ti malo maha tempo, takt, neki, ali je to easy? Ja, odvisno. Ta pesem je definitivno zdaj trenutno za moj glas mogoče malenkost previsoka, tako da bi jo zdaj čisto drugače odpela. Boš pa pač čisto drugače, ni problema. Sem mislil bolj proti koncu vdaje, ampak najbrž je zoprn, ki ti reče, zdaj pa zapoj in moraš tam pet. Ja, je. Ker v trenutku, ko ti to nekdo reče, no vsaj pri meni je tako, nekako pri ostalih, mi tako noter malo zažgečka v trebuhu, ojoj, zdaj se moraš izpostaviti in tukaj nekaj zapeti. V bistvu je to nekaj najbolj normalnega za igralca, da mora biti vedno pripravljen se izpostavljati, ampak po drugi strani sem pa še vedno Nika, ki ima mogoče malenkost treme, pa
kako bom zdaj izpadla, bo dober in so potem vedno ta vprašanja nekje tukaj zadnji skrivajo. Vidva se bosta, Matej pa Nika, verjetno strinjala z mano, da je trema nekaj zdravega, da brez treme je težko. Sicer simptomi, pokazatelji treme so malo nerodni, tik pred tem, ko moraš na oder, ti gre na bruhanje, lulanje in ostale stvari, ampak v bistvu te pa, saj meni se zdi pa tako, ko sem se z mnogimi igralci pogovarjal, da vpliva tudi na eno koncentracijo, da se spravi k sebi tik pred zdajci. Če si čist brezbrižen, bo sigurno nekaj zafrknil, če si pa skoncentriran in to tremo na zdrav način upleteš v svojo koncentracijo, pa morda pomaga, ali kaj? Matej, ti si tle bolj več si imel. Meni se zdi, da je trema pač na nek način dobrodošla, ker nekako pomeni, da saj meni, da mi stvar pomeni, da se želim potruditi, čim boljši izkazati in da mi ni vseeno, za to, kar bom pač naredil, kjerkoli že. Je pa dostikrat mene trema ovira, ker si ne bi želel, da jo imam, ker sem potem sam živčen in imam kar neko nervozo, ker se mi zdi, da me na nek način omejuje in imam recimo na premierah mogoče kdaj malo preveč treme, pa bi hotel, da jo imam manj, ravno zaradi tega, ker potem zaradi te treme jemljem stvari preveč usodno in mislim, da moram zdaj to pa narediti tako ful dober in je ponovadi tako v igri, da če nisi toliko sproščen in če daš preveč če ne greš, če se ne prepustiš, če si ne dovoliš, da se stvari zgodijo in se pač nekako da so stvari pač zgodijo tukaj in zdaj in da se prepustiš, kar bo pač bo, da potem lahko si mogoče malenkost slabši, zato tudi premiere velikrat niso toliko dobre v gledališču kot ponovitve, ker so vsi dosti trdi in jemljajo preveč usodno to predstavo. No, tle ima film druge mehanizme, pa bi tukaj na Tadeja pa na Jureta, tukaj se pa hvala Bogu ponavlja lahko, ne sicer v neskončnost, ampak imaš pod ena imaš prednost, da če se zmotiš, če se kdo drug zmoti, če gre s tehniko kaj narobe, če pride oblak, se bo kader pač ponovil. Druga stvar je pa, ki je pa obremenjujoča, je pa, da ne veš, kje si. Najprej delaš nekaj iz konca scene, iz začetka filma, potem nekaj iz začetka scene, iz sredine filma in to se skače dnevno, smo na eni lokaciji in posnamemo vse na tisti lokaciji. Če že rinemo gor v hribe, bomo seveda tudi vse posneli, ne pa se vračali po vrstnem redu gor pa dol, ker to, kot vejo producenti, kot naš spoštovani Kreft tukajle, to preveč košta, Vidva, Tadej, kako je bilo to, vidva sta uletela, toliko stara, kad sta bila 14, 13, ne vem, poink na snemanje, tam Juri Zrnec, poink, pol tu leči režiser, pol vreme, kva me briga oblak, meni je lepo, kva zdaj te neki, kva zdaj to kamero neki to krihta, še ne veš niti, pol pa nenadoma, dejmo zdaj, dej, joki, in pa kako ste to sprejemali, vse smo vam seveda skušali pomagati, pa vas pripraviti na to, ampak se enkrat tam obkrožen s 30 ljudmi, pa grožnja oblaka, ki prihaja in ima samo še minuto časa, da ti stisneš, ali smo pa za ta dan adijo, kako sta to nekako dojemala, je šlo, a ni šlo, mislim, očitno je šlo, ker nam je uspelo, ampak a sta čutila to težo, to presijo? Jaz se spomnim, da smo imeli, oziroma ste imeli Nobel, kar se tiče, se pravi, med režijo in tehnično ekipo, takrat kar tendence po zelo specifičnih svetlobnih situacijah in da smo delali na ta način, da smo del scene posneli dopoldne, v eno smer šli delati druge sekvence in pol se vrnili na tisto sceno, s katero smo štartali v tem dnevu in posneli še v drugo smer, ko je šlo sonce na drugo stran. To vem, da nam je bilo zelo hitro pojasnjeno, prek tega smo pa tudi dojeli to, da pač v kontinuiteti ne bomo snemali. Spomnim se, da smo se vsak večer prej, no pa tudi prej že na vajah, tekst smo imeli v glavah, tekst smo imeli do neke mere prebavljen. Večer prej smo se pa skoncentrirali na tisto, kar je pisali na dispoziciji in se dudlali tekst. Probali padati v neko energijo, v sobah to na hitro ponovili, ali se celo dobili na hodniku, ali celo še s kakim članom ekipe, s kakim asistentom režije. Šli čez tekst naslednjega dneva in to je bilo to, zdaj, da bi se nimam v spominu, da bi mene neki preveč begali to
da se ne snema po vrsti. Mislim, da igralec kar hiter noter pade. Zdaj, kar sem pa gremo mi po svoje delo na projektih, je pa tudi zelo od režiserja odvisno. No. Včasih so večje tendence po kontinuiteti, oziroma največkrat je to pogojeno s financami, kot si že omenil. No. Vsi bi verjetno radi delali čim bolj po vrsti. Res je, to je odvisno od režiserja tudi. Moje ime je Miha Hočevar in ok, dobro, seveda, tam smo imeli, koncept svetlobe je bil tako, kot si omenil, da smo praktično skozi delali v kontro. En razlog je bil, da smo želeli všečno fotografijo, drug razlog je pa tudi to, da nismo imeli prav dost luči. Ti točno veš, koliko stanejo luči, če imaš tam 6-18 kW, boš lažje pričaril sončni dan, kot če imaš pa tako kot mi 2. Ampak ne bomo zdaj preveč morili stvarmi, ki bi nam jih moral producent Krefto razložiti. Jure, kako si pa ti to gledal? Vem, da najtežje ti je bilo tisto noč, ko si imel en precej daljši tekst, ki je bil povezan z gibanjem. Bila je noč, vsi utrujeni, mraz, ka hudič, v Bovcu je po noč ob 3 zjutraj, kar tam nekje, koliko je bilo? 5 stopinj, 10, čez dan pa 40. Moral si izjemno nastopati, pa še čisto vsi igralci so bili tam, od Zrneca do vseh starejših, pa čisto vsi otroci. Torej, saj 70 je bilo sam igralcev, plus 30 ekipe in zdaj moraš ti najdaljši tekst v svojem življenju. Se spominjaš te noči? Mislim, da smo imeli. Ja. Travme si mi zbudil. Jaz sem pozabil zdaj se pa spomnim. Jokati začel. A si jih potlačil v podzavest? Ja, o bože, to je bilo grozno. Jaz sem šel jokati polh toncu v Gapetu. Ja, to je bilo grozno. Kaj nisi šel jokati k meni? Sem ti vse odpustil že po poti. Ne. Tle je jasno, jaz mislim, da ekipa ni izkazovala zamer do teh. Ne, se nisem jokal zaradi ekipe in pritiskam zaradi sebe. Saj sem sebe razočaral, ker sem navajen, da ponavadi nekako ne razočaram ljudi, da imam dost kontrole, da dam vse od sebe in da mi ponavadi stvari uspejo. Takrat mi pa res ni šlo, oziroma na koncu mi je uspelo, ampak mi smo res 18krat ponavljali tekst, ko je bilo več kot 100 ljudi me je gleda in ne vem, to se zgodi, človek pač se zatakne. Operacijski sistem je pač imel error v meni in nekako ni šlo. In po svoje sem zelo ponosen nase, da mi je v taki situaciji na koncu vseeno uspel in da na ekranu se to sploh ne vidi. Da sem jaz takrat res trpel nikoli v lifeu, po moje. No? Tako da si čestitam za nazaj. Ampak da ne bomo samo v travmah, no? Pač ni to samo to. Večinoma je bilo fajn. Jaz se spomnim, ko sem prišel na snemanje, da mi je bilo tako noro zanimiv, ko sem rekel, da me lulat in so mi prinesli WC. In je bilo tako, ja, bomo prinesli. In je tako, wow, ok, boste super. In fajn je bilo, no, pač jaz nisem imel cele slike, čuden je bilo, ampak jaz sem se dosti počutil, to je bil zame Hollywood, no, to je bilo res pač nekaj, kar je presegalo vse, kar sem poznal do takrat, no, definitivno. No, jaz moram reči, da sem bil z vsemi in to sem vam tudi že mnogokrat povedal, ampak zdaj še za naše poslušalke in poslušalce strašno zadovoljen, kako ste sodelovali in tudi moram reči, da sem ponosen tudi danes, ko vas gledam, da sem morda en delček v vaših življenjih ustal in da greste po tej poti, ostali so šli po drugih, pa sem isto ponosen, ampak vi ste bili zelo izpostavljeni. Pač, da se nisem zmotil v tem, koga sem vzel, ne samo kako je pa dobro naredil to, kar je imel za narediti, ampak tudi odnos do tega, kako kaj narediti. Spomnim se zelo, zelo dobro, kako ste mi v težkih momentih stali zraven, ko ste videli, da ne skrbi vreme, pa ste rekli, sej bomo. Skratka, ni vas bilo treba niti najmanj ujčkati posebej in vas to lažati, prej ste vi to lažili nas, kadar je bilo treba. Tudi spomnim se prijetnih momentov, ko smo zvečer kakšen sok popili, vi sok, mi morda kaj drugega. Kaj ne, pa palačinke si nam častil. Veš, da pri teh neizmerno bogatih honorarjih, ki jih imamo režiserji, ni problem, koga malo počastiti. Ne, pa ena seveda
En seveda velik faktor je pa tudi to, da smo bili izolirani od običajnega življenja. Ne? Bili smo v Bovcu, praktično vse smo tam posneli in to tudi vpliva. Ne? To rata ena posebna skupnost, hotel, tam si izoliran, nimaš težav z vsakodnevnim življenjem doma, z družino, mislim, imaš težave, ne grejo one kar stran, ampak si nekako odmaknjen, ne? Ker doma v Ljubljani, če snemaš, pa je ob 8 konc, greš domov, težave, partner, partnerka, to otroci, če si že malo starejši, ne? Tam si pa pač izoliran, sam film je, film in potem je pač toliko lažji. Mislim, se toliko zadeva bolj zgosti. Kako gledate na to? Ja, meni se zdi, da je ful dragoceno to, če se celotna filmska ekipa nekam odpravi in potem ves čas preživi skupaj. Zaradi tega, ker se stke neka taka ful posebna energija, ljudje se hitrejš povežejo, tudi na nekem miselnem nivoju in se sproži ful ene kreative, ki se potem pozna tudi na samem snemanju in potem tudi na izdelku. No. Jaz sem recimo ful vesel, no, če snemam kakšen film, če gremo kam, ker potem jaz tudi lažje sam ostajam v liku, ker sem izoliran od nekega domačega okolja, ne rabim priti sem, pač hkrati vsi skrbijo zate, dobiš v hotelu vse obroke, potem si hkrati te pa neko okolje tudi v bistvu lažje fokusira na sam film. Ne? Mene so celo sprašvali, če smo spali tam kar v unih šotorih, ne, pa sem razložil, da to bi bilo. To je zelo pogosto vprašanje. Ja, to sem prej razmišljal. Mene so tudi to sprašvali že večkrat. Tak čuden miselni proces, oziroma mogoče komu samoumevno, ampak... Mi smo že takrat imeli socialno distanco, ne, tako kot jo imamo danes. Pa tudi higienske minimume je treba zagotoviti. Mislim, da bi bilo težko tam tako zdržati. Ampak ja, seveda je na terenu, če gre za cel mesec na teren, je to malo dražje, ne, za samo produkcijo. Obenem naj pa ljudje razumejo, da smo mi recimo pri drugem delu, gremo mi po svoje v Bovc, samo za hotelske usluge, pa še malo sporadičnih, odnesli tja 130,000 evrov. Torej, film je ekonomsko gledano nekaj, ne, pri tem, da je film stal tam blizu 1 milijona, ampak ekonomsko gledano je film nekaj, kjer se lahko denar razprostre tudi po lokalnih skupnostih. Ker zmer mislijo, toliko so dobili, pa so pobasali v žepe. Ne. Ta denar gre marsikomu. Tam so nas vozili kombi, ki so ostali toliko prej, da so najprej nas razvozili, lokalni kombi, potem so šli pa razvažati rafterje, pa te, ki pač se ukvarjajo dol z temi soškimi športi. Ne. Tako da to so stvari, zdaj malo gremo v eno drugo vodico, ne? Ampak to so stvari, ki jih ljudje, ki pogledajo film, niti ne razumejo, oziroma si niti ne s to mislijo ne ukvarjajo, nam jo pa pogosto očitajo. So šli malo na piknik snemati kaj dol. Ne? Mislim, vemo, koliko traja ta piknik. Vsak dan 12 ur, ne? Pod stalno napetostjo. Torej, nadaljujemo. Bom še jaz malo povedal, kako so pa odzivi do mene prihajali. Mene seveda noben ni prepoznaval na ulici, otroci ne vejo, kdo je za kamero. So me pa seveda potem posledično prepoznavali starši ali pa te ljudje, ki me poznajo, poklicni kolegi, in to odzivi so bili lepi, v glavnem. Je pa zanimivo, takrat se je film predvajal in potem, to prvi val, zdaj smo na te vale navajeni. Potem drugi val je bil, ko se je film predvajal na televiziji, ne? Ker tam je bilo pa v kinu 208,000 ljudi pogledali, na televiziji, ki je bilo prvo predvajanje, pa 340,000 ljudi. In tisti, ki niso bili v kinu, nenadoma bumf. In dobiš še en drugi val teh odzivov. Potem je pa zanimiv zdaj, z leti. Me kdaj kdo ostal pa reče, jaz sem gledal, zdaj gremo mi po svoje. Zakaj si pa to zdaj gledal? Zakaj? Zato, ker takrat so bili njegovi otroci še premajhni, zdaj so pa ravno prav stari, pa so ga zdaj pogledali in s tem seveda tudi starš. Ne? Kaj bo starš sam hodil? Kakšni filmarji grejo pogledati film od kolega, čeprav je mladinski, pa čeprav so brez otrok, drugače gre pa mladinske filme gledati običajno starejša populacija, če že,
z otroci, vnuki in tako ne. Tako da je zelo zanimivo, kako se kotalijo te valovi. Ampak na tem mestu bi vas malo vprašal, kako je pa na vas delovalo? Zdaj smo o odzivih govorili, pa o vplivu tega, da ste to videli, pa kako ste si želeli, pa morda vas je prijel, pa nadaljevali, pa tako. Ampak kako vam je pa film deloval, ko ste ga prvič videli, vem? Z Juretom so se dostikrat pogovarjali o tem, da prvič je neki, potem drugič je nekaj drugega, tretjič on si ga je ogledal milijardokrat, ker je pač študiozen človek, pa kaj bi pa tam počel v tisti sevnici, če ne gledal filma, ne? Takrat, če smo že na gostovanju. Kako vas je to, ko si prvič videl, čakal, recimo, tedaj ti si vedel, jaz bom že v prvem kadru, ne, ti Jure Zaspan si tudi vedel, jaz bom tam, Nika ni imela pojma, kdaj se bo sploh pojavila in je skozi verjetno trepetala, in Matej ti tudi nisi vedel, zdaj ta scena, pa si že vedel, v tej sceni jaz pridem s ptičem, torej usodni moment, kaj bom zdaj? Kako je to? Mogoče pa dajmo najprej Nika tokrat. Okay. Ja, a se jaz prav spomnim, da je bila prva premiera v Koloseju v Tabornici? Ja, mislim, da ja. Ja. No, ne, prva je bila v Portorožu, ampak ne vem, če si tam bila prisotna na festivalu. Ja. Sem bila, sem zamešala sem vrstni red. Jaz se predvsem spomnim te Taborniki, ker mi je bila zanimiva izkušnja. Ker sem ker imam par kolegov, ko so taborniki, so vsi tako rekli, to je pa v bistvu ful dober, pa dosti podoben temu, kar mi počnemo. Medtem, ko eni ostali so pa rekli, ne, to sploh ni tako, kar bi mogli biti, to ste vi čisto zasrali. Tako da mislim, prvič, ko vidiš film, je točno tako, kot ste rekli, trepetaš, gledaš, komi čakaš, kaj se bo zdaj zgodilo. Pol ga vidiš drugič, si že bolj miren, že veš, kaj pričakovati. Ampak, ko ga pogledaš desetič, ne vem, če ga sploh še gledaš, ker gledaš bolj ostale po dvorani, kako se oni smejejo, pa ti je to mogoče malenkost bolj simpatično, kot za sebe ali pa ostale vidiš gor na platnu. Jure? Jaz se spomnim, da prvič smo gledali film, ko smo tebe ali ne vem koga nasrali na Vibi, da nam je to pokazal. Še neki tam v montaži so nas neko sobico spustili. In meni je tisti minil, da je bil film dolg 10 minut. To je toliko hiter šlo mimo, to je bilo toliko weird, to je kar zgodil se in pa je bilo konc in bilo tako, what? In nisem bil čisto ziher, a bojo vsi tako videli film, da se to toliko hiter zgodi, ali ne. Jaz bi lahko to 5 ur gledal, po mojem. Če bi bil 5-uren film, jaz bi to gledal. In jaz se spomnim sam nekega tazga šoka, jaz nisem sploh sebe videl, nič nisem videl, sam nekaj se je dogajalo in pa je bilo konc. Pol kasneje pa se mi je zdi tudi odvisen, s kom gledaš. Ne vem, če sva s Tadejem recimo sedela v Koloseju, pa sva gledala film, je bil drug občutek, kot ne vem, v drugem delu, če sva gledala film z Laro skupaj, ali pa če sva z Matevžem gledala film, vedno je bilo nek film je vse en druženje v kinodvorani in to je zelo velik meni prinesel. Tako se jaz spomnim teh variacij, ne vem, da 21. je bilo z Laro, 23. z Matevžem in vsakič je bilo drugače. Ja, to si zdaj omenil ta občutek, ko ste podoživljali snemanje, ne? Se spomniš, kaj je bilo pol v zadnji? A veš, kaj so takrat špičila v hotelu? Nadaljuj, pa te bom pa še enkrat prekinil. Ne, pa tudi zgodba ima drug občutek, tudi izven tega, če gledaš, ne vem, če greš nek film gledati s svojimi starši ali pa z, ne vem, neko ljubico, ima drug občutek. Ker je pač še vedno film druženje, ker skupaj gledaš isto stvar na različen način. To sem nekako imel v mislih. Ja, absolutno. Drugač pa, film je še zdaj se mi zdi zelo fajn. Muzika mi je res, sploh v prvem delu se mi zdi, da je to najboljša filmska glasba ever v slovenskih filmih. Tako da nekako še vedno imam tak toplo občutek zdaj. No? Tako se mi zdi, tako pač vsa častno, dober film si naredil. Sem to. Ok, ni še dost, namreč. Ne, absolutno, kolektivna izkušnja, kot si rekel. Jaz zmer znorim, ko imajo recimo, to smo zdaj že preprečali, da imajo recimo kritiki, žirija kritikov, posebno projekcijo. Ja, mislim. Na vsakih 5 vrst eden, ki se razprostre tam pozicij in gleda film brez, kako bo gledal komedijo brez smeha, kako bo gledal mladinski film brez otrok mladine. In to se mi zdi,
Če si pa smeh, je tudi, se vemo, prenaša se, to je nalezljivo in je super. Jaz tudi, ali pa če greš horor gledati, in to doma meni tudi ni isto. Ok, en film tak kontemplativen, pa jaz sem le filmar, znam filme gledati, ga tudi doma lahko pogledam. Ampak ni to, nikoli ni in tudi nikoli ne bo isto. Ampak hotel sem še, jaz skušam filme tako delati, da je noter še kaj detajlov, ki jih ne vidiš ravno na prvi pogled, ampak da ti dajo tudi pri drugem gledanju morda kaj. Eni pač odnesejo, kar odnesejo v prvem gledanju, drugi vidijo več že ob prvem gledanju kot tisti prvi, eni pa potem, ko gledajo še večkrat, pač vidijo še kaj zraven, da jim ne rata dolg čas, hočem reči. Jaz sem imel tudi zelo podoben občutek pri večkratnih ogledih tega filma, zelo podoben, ker sem ob vsakem ogledu sem videl nekaj več in sem mislil, da že vse vem, ker sem prebral scenarij, bil prisoten na snemanju, ampak pa sem videl vse neke detajle, ki jih mogoče kot otrok takrat nisem razumel, pa sem jih pol recimo čez 3 leta ali pa še 4 drugače gledal na to in se mi zdi, da si zelo mojstrsko v bistvu napisal scenarij in potem tudi zrežiral, ker si res naredil film za vse generacije, ne glede na to, da je film pač kot mladinski film, ga res lahko gleda in nek 5-letni otrok in mislim od 5 do 99 let. In se mi zdi, da je ful dober, ker je to film, ki si ga lahko pogledaš ob različnih pač letih in nam ga čist drugače gledaš, in vidiš čisto ene druge stvari, mogoče neko foro, ki se ti je zdela v najstniških letih ful smešna, pa jo mogoče sploh nisi razumel, ampak se ti je zdela smešna, ker jo je Jurij Zrnec na smešen način povedal, jo potem recimo pri 30-ih ali pa pri 40-ih, ko se s svojimi otroci lotaš gledati tega filma ponovno, vidiš, da si zdaj, da kaj je v bistvu fora, v zadnji. Tako. Ja, hvala. Seveda to ni bilo vse strogo načrtovano, preračunano in namenjeno, je bila pa seveda ta želja. Ker jaz sem nasprotnik tega, včasih kakšen reče, za koga je kar dober. Tako, se pravi, kada bi najbolj mi gre na živce podcenjevanje gledalca, Pa to je film za te, ali pa to je film za une, pa to je za otroke, ne moreš ti tle komplicirati. Ne, lahko kompliciraš, s tem, da otrokom ostane jasno. Se pravi, mora biti večnivojsko, Če že hočeš kaj zraven, naj to ne stopa v prvi plan, pač pa naredi zgodbo preprosto, kot je, da bojo otrok razumel, pa če tudi je star šele 7, ker smo imeli tudi zelo mlade gledalce, da se ga dotakne na tistem osnovnem nivoju, čeprav ne gre za strogo linearno zgodbo, obenem pa vpletaj še kakšne podtončke, drugi plan, pogled, detajl, atmosfero, luč tako, kot je, luč drugačno. Tudi nismo se šli kič razglednic, par ljudi mi je rekli, ampak tam ste imeli pa res slab vreme, v kakšnih test gore pa je malo tako temačno. Ja, smo mislili, da je tudi kdaj temačno. Čeprav ta del, kot sem že omenil, dol obrazi, smo pa želeli malo bolj tako všečno. Pa tako, Ja, to ni, nikakor to ni, ne gre za neko preračunljivost, ampak to je moj odnos do stvari. Zdaj mene malo obsoja, pač dobil sem ta pečat, da delam mladinske filme, pa ni čisto res, oziroma institutno odpad, da se je zgodil po spletu nekih okoliščin, naključij in tako. Ampak sem vedno pristašno tega, da se delajo stvari z zelo močnim razmislekom. Ne kompliciraj, povej pa čim več, ko bojo dojeli, ne pa skrivati tiste osnove z nekim estetiziranjem ali pa ne vem kakšno pretencioznostjo režijsko ali pa estetsko. Tadej? Jaz mislim, da se še zmer nisem čisto sprostil, čeprav je že skoraj 10 let minil, da bi lahko film popolnoma objektivno pogledal. 2-3 leta nazaj, mislim, da so s punco Martino se lotila gledati, pa sem še vedno ustajal, pa si oči zakrival. Če se pa spomnim prvega ogleda, se pravi, ne vem, mislim, da jaz takrat nisem bil prisoten, Jure, to, kar praviš, da ste gledali na Vibi, da sem prvič videl film na neki testni projekciji, takrat je bil še Kinovič. Tam smo ga gledali, Papiga je bila, vem, da še tako zelo slabo 2D, neke te konceptne verzije, pa je bila precej boljša.
Glede na to, da sem vedel, da sem v prvem kadru, se spomnim, da sem ga pričakal z zaprtimi očmi in jih imel zaprte pol do takrat, dokler nisem slišal, da me ni več, se pravi, pred kamero. Nek tak čuden feeling, no. Se ne zato, ker bi mislil, da si ne vem kako slab, ampak že glas svoj slišati je čudno, kaj še lepo ta celotna izkušnja, obdajate tisti surround v dvorani, slika je ogromna, kaj jaz ne uživam ob tem, da gledam sebe, no. No, upam, da boš užival v tem podcastu. Film je pa odličen tudi. Miha Hočevar, režiser. Hvala. Give me, feed me. Rabam energijo za naprej, se veš. Od prejšnjega filma, od Dvojke je minil zdaj, odkar je bila premiera 7 let, letos bi moral snemati novega, pa je zaradi okoliščin, ki jih vsi poznamo, je leto 2020, tisti, ki to poslušate 2024, če se še spomnite besede COVID-19, to je bilo to. Ja, Miha, to mene skozi sprašuje, kdaj bo 3. del. Zdaj moram najprej vmes posneti en film, upam, da ga bom v letu 2021, ne? Taki bi ga moral zdaj, to je Skriti ljudje, ni mladinski žanr, mislim pa, da bo tudi otrokom še, ne vem, saj mladini, ne vem, pač ne bomo zdaj o tem, ampak 3. del pa pol takoj naprej, ja. Jaz mislim, da bom imel težave vas vključiti, ampak iščem obliko. Zdaj pa malo še povejte, kako pa to, kar počnete danes, ne? Vemo, kaj počnete danes, to smo se na kratko dotaknili. Kako pa je recimo to, zdaj pride ta drugi, depresivnejši del, imamo še 45 minut. Kako pa danes gledate na stvari, ki jih počnete? So približno v skladu z vašimi sanjami? So daleč od tega, kar ste si predstavljali? Dvomite v to, za kar ste se odločili? Upam, da ne. Ampak vemo, kako je. Eno je želja, ambicija, pol je ta trud, da do tega prideš, trud seveda skozi vsak projekt mora tudi biti naprej, ne? Ta naša vztrajnost, umetniška, ustvarjalna, mora biti vedno prisotna, če ne si mrtev ustvarjalec, ne? Ampak kako gledate danes? Pa bom začel s tabo, Matej, ki si najbolj tako konkretno že vpet v to, kar si želel. Ja, saj sem že nekako na začetku povedal, da je bila v otroštvu že ta velika želja, da bi postal igralec. In zdaj, ko se mi je nekako vse to uresničilo in živim nekako te svoje sanje, moram reči, ja, da je to, kar sem si želel. Hkrati pa se mi zdi, da je včasih dosti težko, da mi je v bistvu dosti težko, ker prvič zaradi tega, ker sem določene stvari kot otrok idealiziral, pa pol vidiš, da igralski poklic v bistvu le ni toliko rožnat, kakor bi človek mislil. In da je veliko enih dvomov, preizpraševanj, kriz, ki jih doživljam v bistvu skoraj v vsakem procesu ustvarjanja. In se vsakeč v bistvu tudi vprašam, če je to, kar bi delal, in pol si vedno rečem, ja, je, sam me pa vsakeč prime, pa imam dneve, ko pač ne morem zveč, ker je težko biti skozi kreativen, ne pa uspešen, pa vedno producirati nekaj novega. Včasih se zalotim, da jemljem vse to, kar se mi je zgodilo, za ful samoumevno, pa si pole rečem, malo pomisel, koliko si želel, pa da zdaj to vse imaš. Tako da se moram včasih kar malo staviti, pa si reči, da Matej, cen to, bod vesel, da to delaš, čeprav mi je velikrat v bistvu težko. Ja, jaz moram tudi reči, da pa sem bil še kar seznanjen z tem, kakšen je ta svet. Oče je igralec, teta, ki je zelo vplivala name in me marsikaj naučila, Meta Hočevar je pač scenografinja, režiserka, gledališka. In tako, so me že prej opozarjali, ne odsvetovali mi, ampak opozarjali, Miha, to je pač tudi tako pa tako. Ampak seveda greš po tej poti. Razočaranja so v mojem primeru, pa niso niti tako globoka razočaranja, ker sem imel kljub vsemu srečo, naredil sem do zdaj 5 filmov,
kar marsikomu ni bilo dano, a ne, kljub temu, da so bili morda enako talentirani, ampak niso imeli te sreče ali pa te vztrajnosti, okoliščine itd. Tako da se ne pritožujem, kadar mi je najtežje, si rečem, pa Miha, si vse svoje sanje, ki si jih imel kot otrok, v bistvu že, ne, od tega, da sem videl piramide, posnel film, bil v New Yorku, to iz tistih knjig, ki smo jih gledali, srečal celo mnogo svojih vzornikov, ki sem bil tako, ne vem, po festivalih, predvsem na Balkanu, srečal režiserje, ki jih spoštujem, Karanoviča, Grliča, ne vem koga vse. Se pravi, vse so se mi sanje pravzaprav uresničile, plus živiš v redu, imaš neko osnovno eksistenco, povsem spodobno, kaj zdaj tarnaš tukaj, mislim, let naprej. In tako da moram reči, da sem v bistvu srečen človek. Si je pa to treba dostakrat postaviti v ogledalu, si reči, poslušaj človek, kva se zdaj ti tukaj neki tarnaš, ne. Drugo je, da se pritožujemo zaradi okoliščin in to je prav, da se pritožujemo, ker okoliščine niso take, kot bi lahko bile oziroma bi morale biti v eni razviti državi, a ne. Ampak o tem bomo še v najdepresivnejšem delu oddaje, ki se bo nanašala na današnji trenutek. Zdaj pa predajam besedo Tadeju. Kako si videl, kje si, kako se vidiš naprej, kaj se ti dogaja? Jaz mislim, da je vztrajnost ključna. No? Ta vztrajnost je sicer pogojena s tem, da veš, oziroma niti ne toliko, da veš, ampak da čutiš, da je to, da si temu namenjen, da je to namenjeno tebi, da je to nekaj, kar rabiš v življenju. Ker ta vztrajnost je v bistvu edina, ki ti pomaga pri tem, da stvari pravzaprav trajajo dlje, kot si planiral, da bodo. Ne? Vedno je nek tak zamik, tega ne moreš definirati, tega ne moreš določiti. Tako da, kot sem že prej preprosto kmečko povedal, guramo in guramo do tja. Vsaj jaz imam to logiko nekako. No, pri tebi opažam, ker sem že rekel, v stalnih stikih, bolj ali manj preko dopisovanja pa tehle raznih zoomov pa tega, ampak moram reči, da si zelo vztrajen, da mi pošiljaš scenarij, pa rečem to, pa ne, da bi me zdaj, da sem edini, ki mu jih pošiljaš, ampak vidim, da delaš, ker eni rečejo, to je zdaj to je super, to zdaj sam še posnamem, kaj zdaj, gremo, ampak vidim, da se zavedaš procesa, ki je dolgotrajen in kot mnogokrat omenjajo scenaristi, ki so res pravi scenaristi, pa bom po angleško zdaj, writing is rewriting. Ne? Se pravi, pisanje je še enkrat pisanje, pa še enkrat pisanje, pa še enkrat. Sploh pri scenarijih gre tako. Ne? Pa zmer si v tistem občutku, pa sem blizu, ne? Pa lahko, da si še izjemno stran, oziroma izjemno oddaljen. Ja, film se naj bi itak, to je tudi znana, taka že skoraj da mal floskula, ampak morda je kateri od poslušalk še ne poznajo, da se film pač 3-krat piše. Prvič na papirju, drugič na snemanju in tretjič v montaži. Ne. Seveda, če je film zelo straight going, tak jasen, da je vse tako pač v nekem žanru, ali bo pač scenarij približno tako prenešen na snemanju in potem približno tako zmontiran. Ne. Čim pa ni povsem klasičen v smislu neke pripovedi ali pa estetskega pristopa, se bo pa še v montaži marsikaj zgodilo. Ne. Tako da tudi pol eni pridejo v montažo, mlajši režiserji, pa to smo vse super posneli, sam še skrb damo, pa bo. Potem se nenadoma izkaže, da kljub vsemu je kakšna scena, ki nima prostora v tem filmu, ker se ponavlja ta funkcija scene, ker si že nekaj povedal že v prejšnji sceni podobnega in kljub temu, da je simpatična, film samo obremenjuje, ga razteguje, ne, in bi bilo boljše, da leti ven. In to je nam režiserjem izjemno težko dopovedati. Zato pa imamo potem še druge sodelavce, montažerje, pa testno publiko, prijatelje, so režiserje, razne kolege, za katere veš, ali pa kakšne tudi prijatelje, običajne gledalce, ki bojo film pogledali s svežimi očmi in še neki, kar si mislil, da je to je nujno dobro, to je tako dobro, pa reče, pa daj to ven, Miha. In pol, tudi meni se je to zgodilo večkrat, tudi pri temu filmu, da sem vztrajal na eni sceni in pol sem je moral skoraj zadaviti, da sem jo dal ven, danes se pa sploh več ne spomnim, kjera scena je to bila.
In to vsakeč znova se ti to zgodi. Pa še, je pa res nekaj narodno. Ne? Enega si žicu, recimo, predstavljaj si, da bi bil Jurij Zrnec samo v eni sceni v tem filmu. Ne? Za en dan je prišel. In ti posnameš eno sceno in to, Jurij Zrnec, je. In pa se v montaži izkaže, da je ta scena, pa dobro, Jurij Zrnec je prišel in tukaj nekaj, ampak to nima mesta v tem filmu, to nima veze s tem filmom, ni nič. Zdaj pa ne jaz, potem daš pa to ven, ne? In kaj ne, se pol skrivam po Ljubljani še 2 let, ker sem vrgel ven to sceno, ali kaj, pred Jurijem Zrnecem, pa še pred vsemi ostalimi, katerim sem trdil, da je nujna, producentu sem rekel, nujno, in on mu plača tak honorar za en dan, haua, in potem jaz dan to ven in me producent lovi, pa kaj si ti normalen? Zelo je 200 statistov smo imeli takrat. Ja, pa te, navlečeš ogromno statistov in pa gre scena ven. Producent pa, to sem zdaj hotel zvočno ponazoriti sceno davljenja, upam, da mi je uspel. Se bo dodal Luka, kak efekt. Jure, povej še ti. Jaz vedno tako rečem, glede sanj in realnosti, da odrešitve ni. Karkoli mislimo, da je odrešitev, pol prideš tja in si tako, ok, zdaj sem pa tukaj. Tako da, to je tudi mogoče ena taka tolažba, da se včasih ne sekiraš preveč, kot je rata, je pa pač seveda žalostno to spoznati, če imaš previsoka pričakovanja. Tako da, jaz zase bi rekel, da meni gre zelo dobro, no, jaz se ne bom pritoževal v resnici. Vedno so pač neke stvari, ki te motijo, pač, če se že malo navežem na najdepresivnejši del, zelo težko je biti kreativen v Sloveniji, ker je zelo malo okolje in to so stvari, ki jih počasi nekako ugotavljaš, kako pač to vse poteka. Ampak ja, treba je vztrajati in tudi vztrajati pri tem, da pač si vedno iščeš neke nove izzivčke, ki te potem napolnejo. Ja, če se navežem, jaz mislim, da če bi bili vsi, jaz na srečo nisem pretirano ambiciozen, tudi moje te pričakovanja niso bila tako huronsko ogromna, pa tudi moji uspehi so bili primerno, da sem bil v določenih trenutkih svojega življenja nekako zadovoljen, potešen, ker so dela, ki sem jih naredil, filmi, ki sem jih naredil, doživeli primeren odziv. Ne. Noben film ni bil čist spregledam, eni so bili bolj uspešni, drugi manj, ampak tako. Meni je ta moment, ko te skozi naganjajo nekam ven. Ne. Ja, pa pejt ven, če ti tukaj ne všeč. Pejt v Ameriko, veš, pejt na zahod. Ne vem, v Turčijo nas ne pošiljajo, ne vem zakaj ne. Skozi nas nekam v Ameriko ali pa na zahod. Ampak okej. Jaz pa mislim in tudi moj en del čutim kot en del svojega poslanstva, kakor se sliši visoko leteče, je to, da skušam tukaj doma, kjer smo, zase in za svoje kolege in za ljudi na splošno ustvarjati boljše pogoje, boljše okolje, boljšo družbo, lepši svet, če hočete. Ampak zakaj bi jaz potoval nekam in tam delal nekaj, kamor itak ne spadam, ne vem, šel v Ameriko, ker se pač ne čutim. Zakaj ne bi tega skušal doma? Pa s tem ne odrekam seveda tem, ki grejo tja. Dončić bo šel seveda nadgraditi svojo evropsko kariero, ker je tam morda najbolj kompetitivno okolje za šport, s katerim se ukvarja. Ne? Ampak zakaj ne bi mi tukaj doma skušali narediti čim boljše gledališče, čim boljši film, vedno bomo malo prikrajšani v smislu kvadrature, financ, ne vem česa. Ampak imamo sjajne igralce, imamo sjajne pisce, ki se še tudi razvijajo, če govorim zdaj o scenarijih. Ne bom zdaj o lepotah narave, narava je že lepa, sam pot smo pa postavili te svoje ogabne zgradbe, ki jo, kako bi rekel, onesnažujejo. Mislim, marsikaj imamo, obenem pa tega ne znamo ceniti, obenem nas pa skozi gonijo ven. Ja, tle ni denarja, pejte ven. Ja ne, tudi tukaj je denar. Sam treba ga je vložiti, ker tudi vloženi denar bo nekaj prinesel nazaj, obenem bo pa oplemenitil naš prostor z novimi kulturnimi vsebinami, da ne bojo naši, recimo, otroci, če naredimo dober mladinski film, gledali samo enih hollywoodskih. Saj so tudi dobri,
pa Pixar risanke. Odlične, pogledam z veseljem z mojim sinom. Mnogo sva jih pogledala. Ampak je pa gledal tudi Gremo mi po svoje. Ne vem kolikrat, pa ne zato, ker sem jaz njegov oči, ampak zato, ker mu je bil v redu. Nikoli mi ni bilo treba reči, glej tega. Sam je hotel. In to slišim tudi od drugih. Spet se referiram zdaj tukaj na naš film, ampak govorim še o Košarkar naj bo, pa ne vem, kjerih vse filmih, ki so bili narejeni. Da ne grem do Kekca nazaj. Ne? Kaj bi pa imeli brez tega na tem polju kulture? Kaj bi imeli brez slovenskih pravljic? Ne vem. Ne predstavljam si tega sveta in mislim, da te očitki, ki skozi letijo na nas, ne, kulturnike, so popolnoma brezpredmetni. Nika, povej. Ja, mislim, ne morem se bolj strinjati z vsem, kar ste povedali. Ne vem, zdi se mi nekako, ko si mlajši, te sanje biti igralec ali pa ukvarjati se s filmom, čisto drugače dojemaš kot zdaj, ko si starejši. Kratko rečeno, v bistvu življenje ni film, ne? Ker ti vidiš samo to, kar je. Vidiš samo to, kar je v bistvu gor na platnu, ne zavedaš se pa, koliko dela je vzadi za tem, ne? Koliko enega žrtvovanja, odpovedovanja in tako dalje. In ja, velikokrat se tudi srečujem, pa mislim, da nisem edina s tem, da ljudje preprosto te malo zaničujejo na nek način. Ti se ukvarjaš z igralstvom, zakaj nisi šla kaj drugega raj delati v življenju, a veš, da ne boš mogla preživeti, ne boš imela denarja. In to te vse nekako malo ubija, ampak na koncu moraš verjeti vase in ostati tukaj, kjer si, ker to ti je bilo najbrž namenjeno. Ne? Ker jaz sem se velikokrat, moram reči, malo tepala te ideje, da bi šla na AGRFT, pa da bi to študirala, ampak vedno se kar nekako vrnejo te stvari, vrnejo se nazaj in zgleda, ja, kot ti je namenjen, ti je namenjen. In ne moreš pobegati od tega. Zdaj razumem, ker nisi bila čist prepričana, si dvakrat, kolikor vem, za nalašč padla na maturi iz matematike, tako da te in naredila že sprejemne na AGRFT, ampak se nisi mogla vpisati, ker še nisi imela mature. To je bila v bistvu tak eskapizem, ali kaj? Ja, to je bila ful težka preizkušnja zame. Ja, takrat sem dejansko iskala nek izgovor, kot češ, mogoče mi pa dejansko ni namenjen. To je bil nek znak od nekje. Padla si matematiko, ne iti študirati na AGRFT, kljub temu, da si bila sprejeta. Ampak ja, potem sem si rekla, da gremo še enkrat probati, ker na AGRFT je tako, da ko narediš sprejemce, se ne štejejo ponovno naslednje leto, ampak jih moraš narediti še enkrat in pripraviti popolnoma drugačen program, kot si ga pripravil prejšnje leto. Tako da ja, potem sem bila ponovno sprejeta na AGRFT in sem si rekla, zgleda, moram iti študirati sem. Ja, to je zelo zanimivo, zato ker sprejemne na AGRFT, če jih ne narediš na igri, če jih narediš, pa pol nisi vpisan, jih moraš naslednji let še enkrat. To jaz razumem zaradi tega, ker se tudi po letnikih mentori menjajo in mentori, profesori, ki vas potem imajo, zdaj malo govorim tako bolj na pamet, ampak tako si predstavljam študij igre, da si ta profesor, mentor in njegov somentor, dva sta, režiser, igralec ponavadi, da si izbereta eno ekipo, s katero boste delala naslednje 4 leta in morda v tisto ekipo ne pašeš tako, kot si on predstavlja in zato seveda si vsak lahko izbira mentor svojo ekipo igralcev, katere bo poučeval. Ne? Tako je malo. Zdaj me pa zelo zanima, kaj ima tukaj matematika? To je pa v našem šolskem sistemu. Kaj bo en igralec ni naredil, razumem, matura, treba jo je narediti, če si v tem sistemu, ampak tako mi pa ne gre skupne. Kaj bo enemu igralcu matematika? Ok, če imaš ta talent, super, sej matematika je jedro marsičesa, ampak mislim pa, da ni treba, da ravno to vpliva na tvojo igralsko kariero, če nisi matematike naredil. To je super izhodišče tudi za eno drugo temo. Recimo, v Sloveniji je tako, če si ti hočeš ukvarjati s tem poklicem, vsaj kot igralec, moraš imeti končano AGRFT. V tujini vemo, da ni tako ponavadi.
ne vem, greš na audicijo ali pa imaš nekega agenta in te spravijo, kakšen film in pol te tam prepoznajo in te povabijo kam drugam. Pri nas to traja mogoče nekje do 20 leta ali pa malo manj, 18, lahko nastopaš v nekih reklamah, no ne reklamah, hotel sem reči, lahko nastopaš v nekih mladinskih filmih, kjer seveda iščejo še bolj, ne vem, mogoče naravne igralce, oziroma pač igralce v narekovajih, ne diplomiranih, ampak kasneje, če pa hočeš imeti kakšno bolj resno vlogo, pa moraš pač imeti to diplomo. Tako da ja, zakaj zdaj matura je nujno obvezna, tak sistem je v Sloveniji, recimo v kakšnih drugih državah, sem tudi se pač malo pozanimala, ker sem itak iskala tudi druge možnosti. Ni treba imeti mature, bi lahko bil sprejet na umetniško akademijo. Dobro, to je pač javno šolstvo, tudi to je del tega. Ja. Pa ne bomo zdaj v to preveč. Ampak spomnimo se, kdaj smo se prvič videli, ne? Kdaj smo se pa zadnjič videli? Dolg nazaj. A tako prav vsi, cela ekipa? Mi dva na Zoomu. A ja, mi? Ne. Jaz sem na zadnje srečala Tadeja v Domžalah. Pa res, to je bilo pred kratkim, ja. Na enem snemanju sem se srečala mesec nazaj. No, hočem reči, da zdaj prehajam na tematiko tega leta, da jaz sem skozi na teh Zoomih pač zadeve, ki se tičejo filma, zadeve, ki se tičejo krize v filmu in sem na Zoomu vsak dan po par ur in te ljudje videvam in pa se v trenutku vprašaš pa, čakaj, in pa smo se zadnjič po prvem valu enkrat z enim srečala, ker se nisva videla par mesecev in tako si nisva skočila v objem. Ja. Kar je nenavadno. In pa se en spomne, nisva se objela, kar bi se normalno po 2 mesecih ne videli, oj, stari, kje si, dajmo se objeti. Pa se nisva in tako pa, seveda, ker se vidva, kakor na Zoomu, pa čeprav sva 70 km narazen, mislila, da se vidva, v resnici ne vidva, sam vidva se, ne. In zdaj me zanima, kako vi ste še bolj dinamična generacija, kako ste preživeli letošnje leto, se pravi 2020, kako vas je to? Vam je vse odpadlo v teatru, šola nadaljavo, pa nama zdaj šli pregloboko, ampak tako, vse je pač fenomen tega leta, pa me zanima malo, pa poslušalce in poslušalke verjetno tudi. Ja, jaz sem prvi val karantene nekako izkoristil za pisanje magistrske naloge in kljub temu, da so se dogajale grozne stvari, da smo bili doma, pa je kar nekaj stvari odpadlo, sem bil v bistvu po eni strani vesel za ta čas, ker se mi zdelo, da sem si res lahko vzel in v miru napisal magisterij, tako da sem 2 meseca vsak dan pisal, ker se mi zdi, da če ne bi bilo tega virusa, jaz ne bi še vedno magistriral. Tako da kar se tega tiče, je to edini plus moj. Za korono vse ostalo pa nimam besed, mislim, meni se zdaj trenutno že res nevzdržno. Ljudje, se mi zdi, da tudi okrog mene, pa kakor vidim po medijih, nima več potrpljenja. In se sam še sprašujem, koliko časa bo to trajalo, pa kje bo počel, ker je grozno. Ja, jaz sem to pogledno pospravil celo knjižnico, malo sem porihtal okoli sebe, ampak klet pa še čaka na 3. val. Upam, da ga ne bo, pa ne klet, žrtvujem klet in tisti nered, samo da ne bo tako. Jure, povej. Čuden je bilo letos, mislim, res je bilo, tak šok je bil v bistvu marca, ker že tako smo imeli slabo zimo v produkciji, no, čisto iz tega stališča, pa tudi nasploh, kar vse odpade. In to je bilo zelo weird. Po drugi strani je bilo potem aprila nekako zelo fajn, ker je bilo tako sončno vreme in se spomnim sprehodov in vsega tega, je bilo po svoje lepo. Zdaj ta drugi val imamo pa ful dela in sem jaz nekako poslovno skozi aktiven. Tako da zato sploh ne opazam v bistvu, no. Pač kupili smo hitre teste in si tlačimo palčke v nos vsake 3 dni in to je to. Boljškrat, da si tlačite kaj drugega, kar tudi marsikdo počne. Tako da, to je v redu. Nerodno je, če ti odpade kakšen velik projekt, na katerega si dolg čakal. Nerodno je, če se je tebi zgodil. Miha, to, kar se je tebi zgodil, meni je to weird. Ja, ampak jaz sem že vajen. Mene že tokrat, kaj je odpadl,
pa toliko sem že star, da rečeš 1 let gor ali pa dol, nič hudega, samo da bo boljš, da bo normalno. Mene tle bolj, tako kot si rekel, super je bilo pomlad, sem jaz isto govoril, lej, saj vreme je, smo šli na Rožnik, ne sta mali mal to, pa sem rekel, jo, zdaj le drugi val, fantje, mi gremo v zimo, pa že drugič, a ne, nas bo to doletelo in zdaj gremo v ta mrak, v to temo, to se je pa težje prenašati. Plus, da ne govorim o političnih komponentah, a ne. Če bi bili z njim na vrhu tega saj eni modri ljudje, ki bi nas znali lepo pomiriti in nam pokazati pot iz tega, ne, oni se koljejo med sabo in s tem nas. Tadej povej, a ti je kakšen velik projekt odpadel letos? Se pravi, pred prvo karanteno, pred zagnanim prvim valom, sem bil kot asistent režije na eni seriji, bili smo zaprti tle v studiu na Vibi, to je že tako samo po sebi, tako občutek izoliranosti, ko si cele dneve po 12 ur v studiu, pa so se pa kar od enkrat začele govorice, ne, folk, ko je pač bil naokoli, člani produkcije prihajajo, odhajajo, so v stiku z zunanjim svetom in so se začele govorice, ulice so vedno bolj prazne, maske se pojavljajo, ja, videl sem enega človeka za tisto pravo proper gas masko, take neke apokaliptične novice so prihajale do nas, do sveta, smešno se mi je zdelo, no. Pa v bistvu v enem trenutku je pa to začelo postajati vedno bolj resno, ne, kakor se spomnite, sploh tega prvega vala, ko še nismo imeli občutka, kam se bo to razvilo, kaj to je, se bomo začeli spremenjati v oko dlake, ali je to res samo nekaj, kar preboliš. Pa smo to serijo ustavili, rekviziti so stali na Vibi, celoten prvi lockdown, studio je bil rezerviran, vse nepremaknjeno, prišli nazaj čez 3 mesece in nadaljevali snemanjem v bistvu. Medtem so bila pa s punco v Bovcu, pa tudi stvar preživela kar zdravo, moram reči, no, v primerjavi s tem, kako so se ljudje počutili v Ljubljani, vsaj kar se mojih kolegov tiče, ko konstantno sem slišal neka poročanja o stopnjujoči se depresiji, je bilo meni kar fino tam, začel sem vrtnariti, malo več sem pisal končno neke svoje stvari, sončno je bilo, maske nisem kaj preveč nosil na tistem svojem vrtu. Pa smo prišli pa nazaj pa nadaljevali snemanjem. Zelo hitro se je odvilo to leto. Mislim, da še hitreje, kot bi se drugače, no, ker pičeli od unga marca dalje. Ja, meni se zdi, da so nasplošno, da je tako, da so eni ljudje postali znatno boljši, kot so bili, eni pa znatno slabši, kot so bili. Zdaj se je začelo to kazati. Mislim pa, da je izjemna sreča v teh časih, če imaš vsaj eksistenčni minimum, in da si obdan z ljudmi, s katerimi se razumeš, ki te imajo radi, ki imaš ti njih rad, ki niso ogroženi, a ne? In da imaš se to srečo, da pač kdo ne nastrada, kdo od tvojih bližnjih smo lahko sam hvaležni. In tle smo verjetno tudi bolj redki taki. Naši poklici so taki, eni, recimo naši kolegi so pa na robu preživetja, so končali projekte, niso dobili plačan, rezerv pri teh poklicih v glavnem ni, a ne? Tako da, če ni neki, je težko preživeti, ne? Pol pa, če so še slabi odnosi, ta eksistenca vpliva na še slabše odnose in gre vse dol. Ampak očitno pa je, da se da tudi v teh časih delati, razmišljati, ustvarjati, se boriti in sodelovati pri tem, da nam bo vse boljš naprej, a ne? Jure, se pravi, snemanja so možna tudi v teh okoliščinah, s pač posebnimi, malo je tudi dražji seveda, razkožila, maske, gore dole, ampak... Ja, pač treba se je prilagoditi. Jaz sem na srečo se precej izobrazil glede te korone, poslušam en res dober podcast nemški, v nemščini na NDR, ko en nemški virolog res lepo razlaga vsak teden, uro pa pol, o tem, kaj se dogaja, da res dobim verodostojne informacije, ker kot si ti rekel, v Sloveniji je res to weird, kar nam govorijo. In na podlagi tega smo lahko naredili en res lep workflow, da se jaz zelo varno počutim, da živim hkrati aktivno in hkrati varno. Zdaj, glede dela je zdaj sezona pač prenosov v živo. Na srečo imamo enega res čudovitega sodelavca, ki to zna organizirati in smo se mi v precej veliki meri lahko temu prilagodili in začeli to delati, tako da tukaj se nekaj dogaja. Na srečo so tudi neki servisi uleteli, recimo, ne vem, da televizijska ekipa za Deutsche Welle iščejo pač neko mini ekipo, pokličajo, ne vem, mene pa še 2 fanta in gremo posnet prispevek, recimo, take stvari. Tako da dogaja se.
imamo slabše leto kot prej, ampak jaz mislim, da se da. S primerno izobrazbo, z dovolj previdnosti in seveda z nekaj intelektualnega in finančnega vložka je definitivno vse mogoče. Nika, kako pa poteka šolanje, študij zdaj, nadaljavo igra, nadaljavo je mizanscene, ni, ne? Mizanscena odpade, vsak ste v svojem, torej dela samo obraz in glas, pa tudi glas trpi preko teh mikrofonov. Kako to sploh izvajate? Ja, v glavnem prilagodili smo pač delo prek Zooma. Zdaj, a smo odnesli več ali manj od učnega procesa, ne vem, ne znam povedati, ker nimam pojma, kako bi izgledali, če bi bili v živo. Ampak definitivno smo dobili neke drugačne strategije dela, recimo, ful smo bili sami sabo, pa smo potem, ne vem, pisali psihološke karte, poglabljali smo se v lik, mogoče malo drugače, kot bi se na faksu. Spoznali smo malo kamero, ful smo se ukvarjali s kamero, ker smo bili na Zoomu. Tudi malo ta filmski del je prišel ven, ker jaz študiram dramsko igro, ne, se pač bolj z gledališčem ukvarjamo, šele v 2. letniku nastop tudi igra pred kamero. Tako da ja, zdaj v 2. letniku ne, imamo igro pred kamero in smo mogoče se že malo uvedeli v to zadevo noter. Ne. Pa lažje je, zdaj smo že navajeni, zdaj sošolci pač vemo, ok, doma smo, če karkoli rabiš, pokličeš po telefonu, rečeš, stari, jaz imam danes ful beden dan, kako si ti? Tako delimo med sabo pač izkušnje. No, tle bi se takoj navezal. Predstavljaj si, da se ti bi to zgodilo v 1. letniku. Nobenega ne poznaš ne profesorjev, ne soštudentov, kako se reče, ne, nobenega. In štartaš tako. In to se je isto zgodilo 1. letnikom akademij, pa vseh ostalih fakultet, študijev itd., pa recimo srednješolcev. Padeš iz srednje, zaključili so 9. razred osnovne šole in še to na pol neki, ne, kar tako neki, in potem uletijo v srednjo šolo, spet na pol neki, kar tako neki. Nadaljavo, nobenega ne poznaš. Zdaj nočem reči, da so te ukrepi pretirani, hočem sam malo o tem, kako je to res zagonetna situacija. Vemo vsi, za kakšen preskok je bil iz srednje iz osnovne v srednjo šolo, ne, malo gre z napetostjo, z neko tremo, koga prvega spoznaš, enega, pa drugega, pa počasi vse. Tle pa spoznavaš ljudi po nekem Zoomu ali pa Teamsih ali pa ne vem koga. Tako da mislim, da je kar velika razlika, si v 2. letniku, ko imaš že neko bazo, ali pa če je to šele začetek ene faze razvoja. Ne. Matej, ti si pa v profesionalnem, zdaj praviš v lutkah, da si. Zdaj, prej si bil v mestnem, v lutkah si zdaj letos ali 2 leti, si rekel? V mestnem sem bil 2, zdaj sem pa v lutkah 2 meseca, ampak mi je tudi hecen, ker ne poznam v bistvu polovice ansambla in ga spoznavam preko Zooma, ker imamo pa zdaj neke delavnice, nam je teater omogočil, da se lahko na ta način izobražujemo in ostajamo v kondiciji in mi je tudi zanimivo, ker v bistvu se mi zdi, da vse poznam, v bistvu jih pa sam vsak dan vidim vsake par dni vidim na Zoomu, v živo pa se še nikoli nismo videli. Zdaj se moraš še to naučiti, lutke voditi ali kaj? Ali je to del tega igralskega v lutkah, ne znam čisto dobro, ne poznam čisto dobro scene. Pač moraš tudi upravljati z lutko, ni samo... Ja, tudi je animacija lutke, ja, ampak je ful ima širok spekter predstav, delajo igrane predstave, potem lutkovne. Jaz sem zdaj bom januarja začel eno igrano delati, ampak drugače pa ja, če se dela pa lutkovno, se bo potem ja tudi ukvarja z animacijo. Ja. Se pravi, novi izzivi. Novi izzivi, tako. Dobro, jaz mislim, da je prišel trenutek, ko bi nam Nika lahko zapela ene. Daj, da slišimo, kako se ti je glas spremenil. Vse pa te bo naš tehnični vodja in zvesti sodelavec Luka Marčetič te bo studijsko mal poškripil in boš izpadla odlično. Pa da vidimo, če to gre. Ej, Miha, a lahko sem nekaj? A se spomniš, Jure je tudi pel v filmu? Sej, to bomo pa na koncu. To bomo pa na koncu kot zborček, zdaj nekaj liričnega, pol pa bolj tisto. Sarkazmi, cinizmi, ironije in to.
Ok. Še dobro, da sem imela lik danes petje zjutraj, to imamo tudi prek Zooma, tako da moram reči, da sem zdaj že premagala strah prek Zooma pet, tako da mogoče bo celo nekaj nastalo. Ja. Ali je to samo zdaj preverjanje, če še znam besedilo na pamet? To je komunikacija z poslušalkami in poslušalci, tako jemlji. A sploh kdo ve, kdo je, kam gre in kaj je bilo predtem, veliki pogbo kura jajc. Ni važno je, kar je, kdor zna leteti, čeprav brez kril, ima oblak in grad. Star mlad ptič miš, ni važno kaj, če si sam svoj kralj. Ma, vidiš, super. Kdor? Joj, zafrknil sem. Bravo! Ma, bravo. Ej, super. Res je majhen drugačen glas po spominu, ampak to so tudi tele mikrofoni pa to. Odlično. Ja, kaj ne rečem. Upam, da je to komu prebudil dodatno še kakšne spomine na ta film. Ogromen bi se bilo še za pogovoriti. Tako da predlagam urednikom tega podcasta, da nas povabijo k snemanju še drugega dela, kajti tega smo itak že vajeni. Spremljite naš podcast, če imate kakršnakoli vprašanja, jih lahko zastavljate tudi na naši spletni strani Društva slovenskih režiserjev. Jaz bi se vsem gostom izjemno lepo zahvalil, tako lepo vas je, mi se tudi tle, hvala Bogu, gledamo, ne samo slišimo, tako lepo vas je videti in slišati. Zelo sem vesel, da vam gre dobro, kolikor pač časi dopuščajo. Upam, da premagamo vse te skupne krize človeštva in da bo naše staranje lepše, kot je staranje trenutno. Nika, hvala. Jure, hvala. Matej, hvala. Tadej, hvala. Ekipa v ozadju, hvala tudi vam. To je bil večer Miha, hvala. Društva slovenskih režiserjev v sodelovanju z Filmskim centrom. Naš podcast seveda obsega mnogo epizod. Upam, da bo vsak od vas našel kakšno zanimivo temo zase. Skupaj so pa še zanimivejše. Zdaj pa res predlagam, da za izven družno v zborčku zapojemo še tisto malo bolj hudomušno. Kako se že začne tekst? Aha, že vem, na O, in jaz bom dal 3, 4 in potem začnemo in Luka nas pol izfejda in to je to. 3, 4. O, velika bela nit, zares si težka prosica, kdor nositi mora. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčelič. Hvala za posluh, slišimo se spet čez en teden.